Pri čarobnem makovem pecivu iz enotne zmesi med peko nastanejo 4 plasti. Zakaj se to zgodi? A. Med peko se bolj viskozne snovi pomaknejo navzgor, manj viskozne pa navzdol. B. Sestavine se med peko ločijo zaradi različne gostote. C. Med peko se sproščajo plini, ki težje sestavine izpodrinejo navzgor. Ali D. Toplota povzroči prehod posameznih beljakovin v spodnje plasti. Dej, klikni. 5 sekund. In dobili smo dvakrat odgovor B. Obe ekipi menita, da se sestavine med peko ločijo zaradi različne gostote. Fantje, kaj pečete? Ne. Niti ne. Dobro. Kako pa ste potem prišli do tega odgovora? Ne vem, malo smo razmišljali. Rumeni? Tudi. Dobro, poglejmo, če je vaš razmislek pravilen. Med peko se v zmesi makovega peciva dogaja veliko sprememb. Postopek je daljši kot nekaj minut, zato smo za vas posneli dele priprave, medtem pa bom razložil kemijske procese v ozadju. Toplota pečice res da povzroči koagulacijo beljakovin, vendar te končajo predvsem v vrhnjem sloju biskvita. Pri peki nastaja tudi plin, ogljikov dioksid, ki pa nima posebnega vpliva na ločevanje sestavin po plasteh. Glavne vidne spremembe se zgodijo v gostoti in viskoznosti. Težje sestavine, ki so večinoma tudi bolj viskozne, to sta mak in moka, med segrevanjem potonejo na dno. Lažje in manj viskozne snovi, to sta pa maščoba in beljakovine, pa se dvignejo navzgor. Ja? Saj zaradi manjše mase nanje deluje manjša sila gravitacije oziroma hitreje tečejo. Tako nastanejo sloji različnih tekstur, pa si jih kar poglejmo tudi v živo. Tada! En aplavz, a? To pa je. Odlična sladica. Od gostejšega spodnjega sloja, to je vanilija, do rahlejšega biskvita na vrhu in dobimo tole čudovito magično pecivo. Ja, na videz čarovnija, v resnici pa fizika in kemija v zelo okusni akciji. Pravilen pa je bil res odgovor B, ki je vijoličastim prinesel 5 točk, rumenim pa kar 10.